Spoštovani gledalci, spet lepo pozdravljeni v naši svetopisemski oddaji, ko gostimo profesorja za biblični študij in judovstvo na Teološki fakulteti, doktorja Maksimilijana Matjaža. Lepo pozdravljeni ponovno. Gospod profesor, v prejšnji oddaji sva govorila o spreobrnjenju in veri, o pozivu Jezusa k spreobrnjenju in veri. Danes pa nadaljujemo z vrstico 16 do 20 prvega poglavja Evangelija po Marku. Pa za začetek najprej preberiva to originalno besedilo, kaj je zapisal apostol Marko. Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v morje. Bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: "Hodite za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi." Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza. Tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže. Takoj ju je poklical in pustila sta svojega očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. Kakšna je povezava med pozivom k spreobrnjenju in tukajšnjimi dogodki ob Genezareškem jezeru? Je zelo pomembno pravzaprav videti ta dogodek, prvi dogodek, ki se zgodi res tako v kontekstu celotnega Markovega evangelija. Pomenljivo je, da Marko začne oznanilo oziroma predstavljati Jezusovo življenje prav s poklicem prvih učencev. To naredi samo on. Vemo, da pri Luku in pri Janezu srečamo, oziroma pri Luku in pa pri Mateju beremo sorazmerno dolgo zgodbo o Jezusovem rojstvu, o začetku, o Janezu Krstniku in tako dalje. Se pravi, to Jezusovo predzgodovino, dogodki takrat v templju in tako dalje. Tako da počasi se želita Matej in Luka pripeljati do Jezusovega javnega delovanja. Luka potem je veliko bolj pozoren na začetku na Jezusov prvi obisk v Nazaretu, dočim Marko pa postavi kot temeljni kamen, kot izhodišče vsega tega, kar bo pripovedoval, prav to, ta poklic prvih učencev, se pravi to, da Jezus vstopi in ko začne javno delovati v Galileji, najprej postavi to svoje temeljno občestvo, se pravi okrog sebe poklice tiste, s katerim bo lahko delil in živel in skupaj oznanjal potem evangelij. To se mi zdi je tudi zelo močan, takšen pomemben katehetski poudarek evangelista Marka, ki, kot smo že nekajkrat omenili, ki ima svojo veliko pozornost, svoje oči obrnjeno tako na razodevanje skrivnosti Jezusa Kristusa, se pravi, gleda njega, po drugi strani pa potem kot v ogledalo na nek način gleda tudi tiste, ki jim je bila najprej ta beseda namenjena, to so njegovi učenci. In učenci so pravzaprav, če smemo tako reči, takoj za Jezusom v Markovem evangeliju glavna figura, glavni akteri evangelskega oznanila. In prav učenci pa so namreč tudi tisti posredniki, ki v to zgodbo, potem evangelsko zgodbo, vključijo tudi bralca, se pravi v sodobno vsakega človeka, ki pristopa, ki bere evangelij, ker vsak človek se pravzaprav nekako spontano poveže, naveže, identificira prav z učenci in v podobi učenca pravzaprav spremlja potem Gospoda na poti. Evangelist Marko torej zaznamuje in s tem tudi poudarja, da evangelija in pa da tega poziva k spreobrnenju ni mogoče razumeti brez vstopa v občestvo, to, kar smo tudi že zadnjič govorili.
No in zato ta neposredna povezava med temu pozivu k spreobrnenju in pozivu k veri, pravzaprav kot prvi odgovor in kot tudi najpravilnejši odgovor, kot si ga Jezus predstavlja, kot si ga evangelist predstavlja na ta poziv k veri in spreobrnenju, je hoja za njim. Se pravi, ta poziv ni omejen samo na morda na samo na neko duhovno odločitev, ampak konkretno na konkretne korake in življenje v enih novih odnosih. Ko je hodil v Galilejskem jezeru, pravi, je zagledal ta dva učenca. Galilejsko jezero oziroma Galilejsko morje, kakor ga Marko dobesedno imenuje, predstavlja pravzaprav na nek način za Jezusa, za njegovo skupino njegovih učencev, na nek način svet. Galilejsko morje, sploh s tem poudarkom, Marko se zaveda, da je tisto bilo vendarle jezero, vendar v biblični govorici predstavlja pravzaprav morje vedno tisto, kar stoji pred človekom kot neka nevarnost, kot nekaj, pred čemer se človek zaveda ali pa osvešča svoje končnosti, svoje nemoči, svoje izročenosti, po drugi strani pa ob tem pravzaprav odkriva to ustvarjenost in Božjo vsemogočnost in Božjo moč. Morje so v zgodovini, kot veste, je predstavljalo pravzaprav vso tisto negativno silo, ki jo Bog obvlada, v katero Bog vstopa. Zato je v tistem praspominu pravzaprav izvoljenega ljudstva vedno znova ta podoba izhoda iz egiptovske sužnosti, ki se je morala zgoditi prav v prehodu skozi Rdeče morje, kjer se je utopilo vse tisto, kar je človeku in ljudstvu streglo po življenju. Ta poudarek ostaja in zato pravzaprav Jezus tudi na začetku velik čas svojega oznanila ostaja ob morju, ob jezeru in ločitev ali pa obvladovanje morja, pa življenje z morjem in na morju, je potem postaja ta prasimbol obvladovanja življenja in obvladovanja končno tudi greha, ki ga človek iz lastnimi močmi ne zmore. Prva sta bila Simon in Andrej. Kaj vemo o teh dveh učencih in kako to, da sta bila prva njegova izvoljena učenca prav ribiča? Pomembno je že to dejstvo, da sta bila dva. In to se Jezus dejansko navizuje na to pričevanje, tradicijo starozaveznega izročila, kjer pravzaprav sta pričevalca, lahko pravzaprav vedno samo dva, ki drug drugega potrjujeta, drug drugemu pričujeta, drug drugemu nenazadnje pomagata in samo dva lahko pravilno in verodostojno oznanjata. Da sta bila brata, če imeni sicer nista kaj posebnega, Andrej in Simon, kaže, da je bil Andrej je grško ime, Šimon pa je hebrejsko ime in sicer v neki globini tega imena pravzaprav lahko slišimo tisti en najpomembnejših vzklikov oziroma molitev, ki je spremljal Izrael. Vedno znova 6-krat so se zbrali k molitvi in k prebiranju te besede poslušaj Izrael, Šema Izrael, Šema in Simon, imamo en skupni koren te besede, kjer bi z malo neke duhovne intuicije pravzaprav lahko tukaj prepoznali, da je pravzaprav prvi poklican
tisti, ki naj bi bil res potem model za vse klicanje, se pravi, poklicani lahko tisti, ki posluša, ki se zaveda tega božjega klica, kateremu je pozvan vsak. Ta dva sta živela, to pa bomo izvedeli potem iz Janezovega evangelija, njihov rojstni kraj je bila Becajda, ki je na ono stran, na drugi strani Jordana, ob nekoliko severneje, ob Galilejskem jezeru, se pravi Kafarnaum in Becajda. Kafarnaum, kjer sta očitno bila poklicana ob Galilejskem morju, in pa Becajda ležita približno 10 km vsak sebi, tako da očitno je bil Kafarnaum njun delovni kraj, tam je bilo pristanišče in tam so se ribiči očitno svoje ribe tudi uspeli najbolj dobro prodajati. Tudi to vemo potem iz nebibličnih virov, iz Jožefa Flavija, da je bil Kafarnaum pravzaprav tisto glavno oskrbovališče za glavno mesto tistega pokrajine. To je bil nekaj 10 km stran ležeče mesto Tiberija. Tam je bil tudi Herod Antipa, upravljalec tega področja, no in ribiči iz Kafarnauma so oskrbovali to mesto za hrano. Potem ste me vprašali, zakaj prav ribiča. Delno sem na to že dejansko odgovoril z to motivi, če hočete, stare zaveze, da je prav ta odnos med morjem in kopnim, pravzaprav odnos, ki človeka spominja na ta stvarjenski red, da je stvarstvo sestavljeno pravzaprav iz kopnega in morja, in tisti, ki obvladuje eno in drugo, to je edini stvarnik. Veste, da so se učenci potem prav na morju spraševali, kdo neki je ta, ki sta mu pokorna celo veter in morje. Se pravi, ta odnos Boga do teh prasil je tisto, kjer pravzaprav se človek najprej zaveda svoje človeškosti in pa božje vsemogočnosti. Ampak nekaj drugega bi rad ob tem poudaril. To nenavadnost, ki jo pravzaprav, na katero smo se tako zelo navadili. Ko je zagledal Simona in Andreja, pravi, ki sta metala mreže v morje, pravi, in Jezus pravi, hodita za menoj in naredi vaja bom za ribiča ljudi. In ta zapustita mreže in gresta za njim. Hodita za menoj in naredi vaja bom za ribiča ljudi. To povabilo je pravzaprav na nek način, ali pa ta obljuba pravzaprav na nek način je nenavadna. Jezus jim reče, hodita za menoj in naredil vaje bom za ribiča. Jezus obljublja dvema, ki sta bila ribiča, da ju bo naredil za ribiča. Sicer dodaja za ribiča ljudi, ampak vendarle ribiča. Tu je prav, da se zavedamo enega temeljnega principa božjega klicanja, ki je v tem odlomku na takšen v obliki te podobe pravzaprav že zelo jasno postavljena. Da ko Bog kliče, ko Gospod kliče, seveda ne obljublja tema človekoma oziroma tistemu, ki mu kliče, da bo iz njih naredil recimo novega človeka, tako kakor si mi bi želeli predstavljati. Da bo izbrisal mene kot takega, da bo iztrgal recimo ali pa izmil to knjigo moje zgodovine in začel pisati nov list in novo knjigo moje zgodovine. To je na nek način neka samoprevara, ki se ne more dobro končati in ki je najprej seveda krivična oziroma ne prepozna ali pa ne jemlje resno ne Boga in ne človeka. Bog je človeka ustvaril enkrat v tej svoji resničnosti in njegov namen seveda z vsemi svojimi različnostmi nas je ustvaril. In njegov namen je, da hodimo z njim v tej resničnosti in tej specifičnosti in tej celoti, v kateri nas je ustvaril.
z značajem in z lastnostmi, ki jih imamo. Se pravi, ne bomo postali z klicem v nekaj novi ljudje, ampak to, kar je bilo rečeno, dve vrstici recimo pred tem, pozvani smo, da spreminjamo svoje mišljenje, da spreminjamo svoj pogled, da spreminjamo svoje obzorje, da vidimo pravzaprav, da začnemo gledati na te z pravimi očmi na stvarstvo in v pravo smer. Torej, spreobrnjenje ima pri njegovih učencih bistven pomen. In prav tukaj je ta ilustracija v tem prvem prizoru, kaj je res to spreobrnjenje pomeni. Ne? Ker ko jim on pravi, naredi vas bom za ribiča, in seveda s tem zagotavlja, da bodo pravzaprav ribiči ostali. In ko jim reče ribiča ljudi, pomeni še dodatno, da bodo oni pravzaprav pristopali do ljudi in da bodo jih gledali na nek način vendarle iz konteksta svojega življenja kot ribiči. Da bodo to lastnost, oni bodo ostali tudi če hočete, tudi potem v Rimu, tudi v svojem nadaljem življenju bodo oni ribiči. Ampak skozi te mreže ne bodo več gledali samo ribe, ampak bodo gledali ljudi in ljudi v tej Božji podobi. In to je tisto bistveno, kar se v bistvu na njih lahko in more spremeniti in jih bo naredilo potem drugačne. Drugače pa, poglejte, bil je poklican Andrej in bil je poklican Simon in potem je bil poklican še Janez in Jakob, se pravi ljudje, o katerih bomo tudi kasneje še v evangeliju, sicer ne veliko, ampak slišali eno in drugo in bomo ugotavljali, da so pravzaprav ohranjali eno značilnost svojega značaja ves čas. Da Peter nikoli ni postal Janez. Peter je ostal, kasneje bo v Janezovem evangeliju bo omenjeno še njegovo drugo ime Kefa, kar pomeni skala, Petros, tudi beseda Petros pomeni skala. Nas ta skala sicer spominja na Kristusa, na katerega naj on gradi svoj poklic in svoje življenje. Ampak ta skala, ta Petros spominja tudi na njegovo trdo skalo, trdo srce, trdo glavo, trdi značaj, recimo, ki ga bo ohranil do konca. On bo do konca Kefa, trdo glavi, če hočete, bi lahko tudi prevedli, ampak do konca bo Peter in prav zaradi tega lahko rečemo, je Jezus njega postavil za prvega in ga poklical prvega, ker je v svoji, bi rekel, previdnosti gotovo Bog lahko videl, da bo on tisti, ki bo kljub vsemu uspel ohranjati skozi vso zgodovino pravzaprav cerkev edino in povezano in kompaktnost in trdnost. Tako in trdno zgrajeno pravzaprav na njem kot temeljem. Torej, tisto, kar se moramo res zavedati, kar vedno premalo morda poudarjamo v tem prvem odlomku, je to, da ko jih pokliče za seboj, jim ne reče, hodite za menoj in naredil vaju bom za apostola. Ne slišimo te besede, ampak jim reče, hodite za menoj in naredi vaju bom za ribiča, ki sta že bila, ja, točno za ribiča, ki skar sva, ampak za ribiča ljudi. No, ostajate torej ribiča, vendar ribiča ljudi, kot pravi Jezus. Koliko pa jih pri tem vežejo njihove mreže? Kakšen je pomen mrež? To so da je zelo dobro, vse te besede, ki jih tukaj beremo, imajo hkrati tako nek zgodovinski, kako tudi simbolni pomen. Jaz pri eksegezi se vedno znova bojim, da bi prehitro morda prešli v simbolno in duhovno razlago dogajanja. Ker v bistvu s tem delamo zelo veliko krivico pravzaprav temu procesu učlovečenja Božje besede. Božja beseda želi stopiti konkretno v konkretno človeško zgodbo, v njegovo življenje. Ne samo v pravzaprav nek miselni in duhovni svet, v nek simbolni svet. In ena velika napaka, en veliki ekstrem, recimo, ki
se dogaja tako v nekih krogih v interpretaciji Svetega pisma, da Sveto pismo seveda več ne razlagamo dobesedno, se pravi ne razlagamo kot poročilo o dogodkih, ki so se zgodili, ampak ga razlagamo v duhovnem in pa simbolnem pomenu. Duhovni in simbolni pomen sta, če hočete, druga in tretja stopnja interpretacije bibličnega teksta. Prva stopnja interpretacije bibličnega teksta pa je literarna, zgodovinska ali kakor v strokovnih segezih rečemo topična. Se pravi, mi moramo najprej odkriti topos. Topos, zgodovinski topos dogajanja, se pravi topos pomeni kraj, grško, in ta zgodovinski topos, zgodovinska realnost dogajanja pravzaprav priključi tudi mojo zgodovinsko in realno zgodbo o dogajanju. In šele, če jaz sprejmem, če jaz se zavedam svoje realne zgodbe zdaj in tukaj in sedaj, lahko v to potem lahko simboli v mojem življenju potem tudi nekaj spremenijo. Drugače pa nevarnost, da ko govorimo o simbolih, govorimo o neki realnosti, ki je tam nekje neka druga in se zelo zabavam in mi je zelo všeč simbolna interpretacija nečesa, vendar se to nima najbolj stika z mojim konkretnim življenjem. Pomeni to tudi dobesedno razumevanje tega besedila? Gotovo. Pogoj je, da se seveda najprej zavedam, da je šlo za dogodke, da Jezus ni mit, ampak je Jezus človek, ki se je v tej galilejski deželi, v Galilejskem morju, ob teh situacijah, izkušnjah, ki so bile take in drugačne, predvsem so bile verjetno veliko bolj krute in realne, kakor si jih morda mi danes bi predstavljali, da se je v takih situacijah pogoj srečal z nekom in živel z nekom. No in ali se tudi zato reče, da je Sveto pismo razumljivo tako preprostim kot učenim ljudem? Tako je, ja. Ker cerkveni učitelji vse od začetka naprej so seveda to zelo, zelo močno poudarjali. Mi smo potem morda tudi zaradi tega, ker so cerkveni učitelji že zelo hitro potem začeli uporabljati poleg neke literarne interpretacije tudi tako imenovano alegorično interpretacijo in je potem kdaj zvenela ta alegorična interpretacija seveda veliko bolj odgovarjajoča neki vzvišeni Božji podobi, ki je pravzaprav tako more biti vedno znova nekako nedostopna človeku, nedokončno razumljiva in smo se je morda v zgodovini eksegeza več ukvarjala s tem, kakor pa z realno interpretacijo. Ne? Ampak brez konkretnega realnega dogodka se seveda tudi ti zapisi ne bi zgodili. In da so ti zapisi tako različni, kaže pravno to, da so odziv na realno dogajanje. Ta odziv na realno dogajanje pa je različen pri različnih ljudeh in bi na nek način lahko, če bi bilo to v Božjem načrtu, nek končni redaktor, navdihnjeni pisatelj Svetega pisma, potem na koncu vendarle poenotil vsa ta poročila, recimo, da ne bi imeli toliko razlik med Markom in Matejem in Lukom in Janezom, ampak bi bilo zgodba, se zdi za koga morda bolj prepričljiva, ker bi bila res enotna, konsekventna, tako kakor od začetka do konca ničesar ne bi manjkalo, vse bi bilo pravilno, vendar se zdi, da bi seveda veliko manj odsevalo takšno poročilo realno življenje. Kaj torej tako in drugače pomenijo mreže? Tako, hvala, da ste me nazaj pripeljali do mrež. Najprej, in bom začel res, najprej seveda mreže so konkretno pomenile. Mreže in čoln so pomenile osnovno sredstvo preživljanja ribičev. In je torej bilo tisto temeljno, tisto osnovno, na katero so bili ti ljudje vezani in kar jim je pomenilo pravzaprav preživetje in vsakdanji kruh. In odpovedati se temu, tej varnosti in tej gotovosti, pomeni takrat tem mrežam, čeprav niso bile same po sebi, niso bile nobena velika vrednost, bi seveda to primerjalno pomenilo, pač če bi se danes sodoben človek odpovedal neki, stalni službi, gotovi službi in rekel tako, zdaj pa jaz se predam besedi in začnem hoditi tako za tem klicem, ki sem ga slišal. Se pravi, pomeni nekaj zelo, zelo radikalnega, zelo totalnega, zelo
zelo resnega. Pa vendar to pričakuje Jezus od svojih učencev, ne? Točno. Vendar še nekaj jim reče, ne? Zapustili so mreže in šli za njim in bili z njim. In jim potem on jim nekaj ponudi. On jim ponudi tudi totalno občestvo z njim. Se pravi, če se bodo mu izročili, bo on tudi tisti, ki bo pravzaprav v popolnosti skrbel za njih. Se pravi, biti z njim, torej, to je zelo pomembno. Bomo k tej besedi še kasneje prišli, ker bo še enkrat v naslednjem poklicu ta ključ poudarjen. Tukaj, če ostanemo pri tej zdaj konkretni in potem tudi simbolični pomenu besede. Se pravi, mreže so torej tisto, s čimer so si pridobivali to vsakdanjo hrano in zato so lahko razumeli, da bodo mreže potem pomenile v nekem prenesenem in kasnejšem pomenu tudi neko orodje, s katero bodo pridobivali hrano, ki bo pomenila pa nekaj več, kakor pa samo tisto, kar jih bo zadovoljilo v tem trenutku. Se pravi, da bo ta odpoved tem mrežam hkrati jim prinesla nek drug kruh, neko drugo hrano, ki bo hranila še neko drugo življenje ali pa neko drugo hrepenenje v njih. Mreže, recimo biblični pomen, če smo zdaj na tej drugi stopni interpretacije, imajo seveda zelo širok, zelo pester in zelo velik pomen. Vedno znova so mreže povezane z trenutki ali pa dogodki ali pa prikazom tako imenovane Božje sodbe ali Gospodovega dne ali tega poslednjega dne, ko pomeni mreža na nek način rešitev iz morja smrti in propada in iz morja teme. Če v simbolnem pomenu torej govorimo o tem bibličnem simbolnem, lahko rečemo, da jim Jezus jemlje iz roke to mrežo, v kateri se samo lovijo ribe, in jim daje mrežo, ki bo mreža rešitve, s katerim bodo lahko reševali ljudi iz morja greha, iz morja življenja, iz morja nevarnosti, iz morja stisk, jih osvobajali če hočete, v čoln življenja. Ker čoln pa prav tako, o barki, v kateri Bog reši izvoljeno ljudstvo, smo brali že v Noetu. In od takrat naprej pravzaprav predstavlja čoln na morju neko osnovno skupnost, neko temeljno skupnost, neko skupnost človeka in Boga, ki jo Bog obvaruje in jo vodi skozi preizkušnje in stiske življenja. Se pravi, predstavlja na nek način nek ta stvarenski mir in stvarenski red. Čoln bo potem služil ves čas. Oglejte, na nek način so tukaj rekli, zapustili so čoln in potem še očeta v čolnu. Hkrati bo pa potem Jezus vedno pogosteje stopal v njihov čoln. In se bo v tem čolnu začela odvijati in dogajati neka nova skupnost med njim in pa učenci. V tem čolnu bodo izkušali recimo vihar na morju. V tej čolnu bodo izkušali čudežni ribji lov. V tem čolnu jim bo govoril recimo o kruhu, ki ga imajo v čolnu, pa ki so ga recimo spregledali, kakor da ga nimajo. Iz čolna bo učil svoje učence. Torej, zopet imamo, če prehajamo na ta simbolni duhovni pomen tukaj, to skrivnostno zamenjavo, ki se v poklicu vedno znova dogaja. Ko mu izročijo, ko zapustijo tisti čoln, ki je samo delo njihovih rok. In pravzaprav ne da jim daja Jezus nek nov čoln, ampak njega sprijemajo v ta čoln. On vstopa v ta čoln in ta čoln postaja drugačen, zato ker je on zraven v tem čolnu. Je še vedno njihov čoln, je še vedno Petrov čoln, ampak on je v tem čolnu. In bomo pri tem dogodku pomiritve viharja na morju brali prav to. In vzeli so ga s seboj v čoln tam, kjer je bil. Se pravi, on je v bistvu od tega
tega poklica ribičev s čolnom je pravzaprav čoln postal njegova last. In je torej so veliko pridobili pravzaprav s tem, ko so se odpovedali, recimo, da bodo sami samo gospodari tega svojega čolna. Človeško gledano je zelo težko razumeti, kako so učenci pripravljeni spustiti iz rok tisto, s čimer so si zagotavljali preživetje. Človek je vendar v nenehni skušnjavi, da si sam zagotovi preživetje. Kaj je moralo takrat užgati se, da tako rečem, v teh prvih učencih, da so tako odreagirali in so šli za Gospodom? Poglejte, jaz bi tukaj rekel, ne, da odločiti se, sprejeti take odločitve, pravzaprav v človeškimi očmi, v človeškem pogledu je nekaj nemogočega. In če bi človek stal pod neko takšno, pred nekim takšnim spoznanjem, kaj pravzaprav vsa ta odločitev potegne za seboj in posledice za njegovo življenje, bi verjetno se zgrudil pred svojo nesposobnostjo in svojim ničem in v svojem strahu okamenel. Tako da bi rekel to, da nas Bog s tem, ko nas kliče, nam daje tudi tisto kapljo milosti, ki je dovolj, da nam spremeni življenje in naredimo korak. Da v tem poklicu, bi rekel, prvem poklicu, v tem prvem trenutku milosti se nam ne odpre, bi rekel, neka končna perspektiva. Ampak je v nas pride pravzaprav ta njegova beseda, njegovo veselje, njegov duh. In to je dovolj, kaplja tega je dovolj, da naredim korak. In samo to od nas pričakuje. Od nas ne pričakuje herojskih, ogromnih dejanj, ampak tisti korak, tisti prvi korak. In zato je morda potrebna samo kaplja milosti. Zopet vas spomnim na tisto, kar smo morda že v prejšnji oddaji govorili, ne, da je bilo tisto ena zelo osnovna skušnjava, recimo, ki so jo doživeli Izraelci v puščavi, ko jim Bog podari hrano, mano, da jim reče: naberite si mane samo za en dan, ker samo za en dan, vse, kar bodo nabrali več, bo zgnilo, bo splesnilo in ne bo. Vsak dan znova bodo šli nabirati. In to je bil njihovo dihanje Boga in Božje besede in Božjega klica. Pravzaprav, ne. Tudi veliki svetniki so imeli sicer lahko marsikdo tudi vizijo že, ne, ampak vedno znova je bil odvisen od tistega malega vsakdanjega koraka, od tiste kaplje milosti, ki je sprejel, in moči tega je bil pripravljen narediti korak naprej. Kaj skrbite za jutri? Dovolj je dnevu njegova teža. Lastna teža. Ne moreš si podaljšati življenja niti za komolec sam, ne? Tako, in smo lepo zaključili ta odlomek v tem duhu, ker se mi zdi, da bo potem ta poklic učencev in to razumevanje tega poslanstva res okvir, v katerem bomo šele lahko potem razumevali in sprejemali celotno evangelijo. Pa vendar je to križ na neki način, če tako razumemo, takšna odločitev za nekoga, ki gre za Jezusom, tisti, ki jih Gospod kliče, da hodijo za njim, morajo, če hočejo deliti njegovo usodo, vse zapustiti, biti pripravljeni na trpljenje in križ. Za razumevanje tega sveta, kot beremo nekje na drugem mestu v Svetem pismu, je križ pohujšanje in ne vem kaj še, norost menda. Ja, poglejte, o tem bomo verjetno še rekla marsikaj, ko bomo prišli do teh odlomkov o pasijonu, ampak bi tukaj še enkrat poudaril, kako pomembna je perspektiva, ki nam jo kaže že v tem odlomku o poklicu učencev, kaj pomeni odpovedati se čolnu, pa potem v enem koraku naprej tudi sprejeti Jezusov križ. Najprej, očitno, to pomeni osvoboditi se tistega bremena, ki mi ne da dihati. V Marku bo še en tak poudarek, bo še enkrat nek prizornik dogodek, ko bo prikazano to osvobajanje
to, da odvrnem, slečem svoj plašč in lahko hodim za njim. Ko bomo se srečali z poklicom Bartimaja, tega slepca, ko on prepozna Jezusa, ko lahko on odvrže svoj plašč, naenkrat iz hromca postane neki poskakajoči deček, iz tistega, ki je prej pod težo svojega plašča recimo ždel tam ob poti pri Jerihu, naenkrat poskakujoči človek. In prav tako bi lahko rekli tukaj, ko so se učenci lahko osvobodili čolna, so hkrati v ta čoln dobili nekoga, ki jim lahko zagotavlja, da bo ta njihov čoln postal tudi neko zelo varno in neko najbolj prijetno in najbolj bogato in najbolj rodovitno prevozno sredstvo, recimo na Kafarnaum, na Galilejskem morju, da bo ta čoln naenkrat odprl svetove njihovemu malemu svetu. Doživeli bodo svobodo. Tako je. Tako da klic hoditi za njim, seveda za tistega, ki ga v resnici spozna, mora pomeniti osvoboditev in sprejetje ali pa prepoznanje pravzaprav samega sebe in te svoje božje podobe in s tem osvoboditev. Če to ni, potem to seveda ni pravi klic. Hvala lepa za danes, gospod profesor Maksimilijan Matjaž. Spoštovani gledalci, za prihodnjo oddajo pa lahko preberete vrstice 21 do 28 o tem, kako se Jezus odpravi v Kafarnaum, tam uči in ozdravi obsedenega.